Dober večer. Danes je moja tema blagoslovi krsta v Svetem Duhu. Krst v Svetem Duhu. To je izredno pomembno za življenje, za vse nas. Imamo duha jeze, duha bolečine, imamo duha bolezni, duha smrti, duha pritoževanja, duha zamer, imamo duha revščine, duha uporništva, duha ubijanja. Veliko je duhov. Ampak obstaja še en duh. Sveti duh, ki je vel nad vodami, še preden je Bog ustvarjal vse vidno in nevidno. Od vsega začetka imamo Svetega Duha. In s Svetim Duhom se je vse ustvarjalo. Sveti Duh je tisti, ki oživlja. Ko je Bog ustvaril človeka iz prahu in zemlje, mu je vdahnil skozi nos Svetega Duha in človek je postal živa duša. In samo eno zapoved je takrat dobil človek. Če boš zapustil drevo življenja, to je Svetega Duha, in šel v spoznanje dobrega in slabega, kar pomeni v sodbo, boš umrl. Opozorilo. Zelo preprosto opozorilo. In opozorilom je težko slediti, ker smo radovedni, ker rabimo spoznanja, modrost, znanost, scientologijo, angelske jezike želimo poznati, vse prerokbe želimo spoznati, astrologijo, numerologijo. Človek je vedoželjen, želi spoznavati. In vendar, piše v Svetem pismu, če bi govorili angelske jezike, imeli vso modrost tega sveta, če bi razdali vse svoje premoženje za reveže, če bi govorili v nerazumljivih jezikih, če bi razdajali svoj čas in služili vsem ljudem in delali dobra dela, ljubezni pa ne bi imeli, nismo nič naredili za nas, za življenje. Kajti ljubezen je bistvo življenja. In kdor ima Svetega Duha, ima tudi ljubezen, ker Sveti Duh lahko enačimo z ljubeznijo. Zato je tako pomemben krst Svetega Duha. Da pristopimo iz starega življenja, kjer nas čakajo bolezni, prepiri, ločitve in tudi smrt, v novo življenje po Svetem Duhu. Ker nas vodi Duh, ne več poželenje mesa, poželenje tega sveta. Ampak ta Duh ne pride na silo, ni tat. On sicer potrka na naše srce, mogoče nam pošlje misionarja, mogoče preberemo v knjigi, da obstaja Sveti Duh. Duh, ki ni od tega sveta, ker poznamo res trpljenje, bolečine, smrt, padec iz raja, temu se tako tudi reče. In ko človek spozna resnico, da obstaja še en duh, ki se mu reče Sveti Duh, in da je še zastonjski dar. Scientologi računajo svoje modrosti. New Age računa svoje modrosti. A Bog ne računa. Bog podarja. Bog podarja svojo ljubezen. Podarja modrost, darove.
ki so skriti v Svetem Duhu. Nekdo ima dar prerokovanja, nekdo ima dar mogoče vednosti, nekdo ima dar služenja. Različni so darovi Svetega Duha, vendar pa so vsi za skupno dobro. Kljub temu pa je ljubezen iznad vsega. Ta ljubezen, ki ji mi rečemo brezpogojna ljubezen. Na tej brezpogojni ljubezen tudi deluje Društvo za srečno življenje Belis. Tu je temelj, vogelni kamen. In to moramo na en način razumeti in sprejeti v svoje življenja. Res je. Imamo milijon razlogov, da smo žalostni, razočarani, da zamerimo temu, onemu, da sodimo. Ja, iz zemeljskega vidika imamo ogromno razlogov. Vendar nam to nič ne koristi. Sodba ne koristi. Zamera tudi ne. Ločitev tudi ne. Da razdajamo vse svoje premoženje za dobrobit ljudi, nam tudi ne bo koristilo za nas osebno. To človeka ne odrešuje. Človeka odrešuje krst Svetega Duha. Spomnimo se pomembnega citata iz Svetega pisma, ker Janez Krstnik je krščeval do prihoda Jezusa v vodi. Očiščeval je človeštvo od grehov tega sveta. Vendar je vedel, da to ni vse. On je samo pripravljal pot. Pot za duhovni krst. Za krst v Svetem Duhu. Za krst, ki daje novo življenje. Ki človeka popelje iz starega življenja v novo življenje. In Jezus se je rodil, bil je prerokovan, napovedan, da bo odrešil ljudi od smrti. Od smrti. Ampak tiste, ki to želijo. Ki sprejmejo krst Svetega Duha. Ki se dajo krstiti Svetemu Duhu. Ki odprejo svoja duhovna vrata, miselna vrata, telesna vrata za krst Svetega Duha. To je tako, kot če se vi odločite, da se boste umili v čisti vodi, ne pa v eni gnojnici. Ne boste šli v gnojnico se čistiti, ker boste sam še bolj umazani. In še smrdeli boste. Ker Svetega Duha pomeni največja čistoča, ki si jo lahko samo predstavljamo. V sanjah, v mislih, dokler je ne doživimo. Treba je to doživeti osebno. Ko sem jaz doživela ta krst, se je meni življenje za 370 stopinj obrnilo v drugo smer. Za očeta sem bila fanatik, za zdravnike skrajnež, New Age, zrela za psihiatrijo, za marsikoga sem bila nenormalna, neumna. Ampak jaz sem notranje se na novo rodila. Ta duh, ki je mene krstil, je meni dal vse novo. In hvaležna sem, da sem bila tako modra, da sem bila tako ponižna, da sem želela ta krst. Da sem odprla svoja vrata notranje, svoje srce, svojo dušo za Svetega Duha.
Spomnim se, ko sem en dan molila in sem rekla: "O Bog, lahko mi vse vzameš, samo dušo mi reši." Bila sem zemeljsko res bogata. Hišo, 3 stanovanja, dobro delo, vse sem si lahko privoščila, zemeljsko hčerko sva se res lepo imele. Ampak nekaj mi je manjkalo. Tisti notranji mir, notranja sreča, ki je ne more dati ne nova hiša, ne denar, ne dober avto, ampak ki ga daje ta Sveti Duh, to novo rojstvo. In res izgubljala sem veliko materialnih stvari, ampak ker sem vedela, da je to del mojega novega življenja, sem se potrudila, da je bolečina izgube recimo avta, ko so ga ukradli, izguba hiše, ko so jo ukradli, izguba marsičesa. Sem to bolečino vedno nekako transcendirala, dala jo za Božje delo, za Božjo voljo. In sem rekla: "Bog, govori skozi moja usta, deluj skozi moja usta. Želim biti na tej zemlji, vendar ne od te zemlje." Najtežji izpit sem imela, ko me je ta zemlja in zdravniki mojega otroka dobesedno križalo. Še huje kot križalo. Jezus je imel srečo, da so ga položili v grob in imel vstajenje 3. dan v telesu. Mojega otroka so pa totalno pokradli, ukradli mu vse organe, namenoma so ga tresli, da je doživel možgansko smrt. In prvo diagnozo, ko sem se borila proti obdukciji, so potem kasneje spremenili v sum na kaznivo dejanje. Tudi ko sem bila na policiji in iskala njihovo pomoč en dan pred njihovim sumom, nisem dobila zemeljske pomoči. Zdravniki so pod sistemom, delajo za denar. Pač sem imela smolo, v napačnem času sem bila na napačnem kraju in pač sem bila ena izmed tistih, ki so izbrali njenega otroka za donacijo organov. In so ga naklepno tresli v vozičku, ker je bilo eno kolo brez gume, in so mu povzročali možgansko smrt. Ja, tudi to sem mogla preživeti. Ni bilo lahko, priznam. 26 let sem svojo dušo trpinčila s krivdo, zakaj sem ga peljala na napačno mesto. Saj sem ja vedela, da ga ne smem. Obtoževala sem druge, ne sebe. Nisem bila dovolj modra, da bi poslušala svoj notranji glas, ki mi je govoril, ne ga peljati na infekcijsko kliniko. Pa sem poslušala zdravnika, ki mi je napisal napotnico zaradi ene majhne ranice na ritki, niti vročine ni imel, niti ni bruhal. In vendar sem ga peljala. Marsikatera mamica pelje otroka k zdravniku v veri, da mu bo zdravnik pomagal. Ker jo je strah, ker mogoče nima dovolj vere v življenje, ker ni bila še krščena v Svetem Duhu, da bi molila in prosila Svetega Duha, da ji ozdravi otroka. Zakaj? Zato, ker Sveti Duh res zdravi. Jezus je vse čudeže naredil v moči Svetega Duha. Tudi rodil se je v moči Svetega Duha. Tudi ko je vodo spreminjal v vino, je to delo v moči Svetega Duha. Tudi ko je zemeljsko umrl, ga je Sveti Duh obudil in mu vrnil in zazdravil vse rane. Vrnil mu je nazaj poveličano telo, ki ga je že tako ali tako imel. Ker Jezus je prišel iz Božjega kraljestva na to zemljo, da nam bi pomagal razumeti, kaj je Božja volja
kaj je Sveti Duh, kaj je volja od Očeta nebeškega, ki je vse to čudovito zemljo, vse naš čudovite ljudi ustvaril. Da bi se prebudili, ozavestili, da bi sprejeli zastonski dar iz neba, ker Sveti Duh je še vedno tukaj, kadar ga pokličemo, če smo odprli vrata za Božjo resnico, za Božjega Duha in če smo pripravljeni priznati, da nas zemeljske želje, zemeljska realnost boli, nam prenaša bolečine, bolezni, smrt. Zato, ker smo daleč stran od resnice. Ampak Sveti Duh, ko nas obišče, je tako kot tista voda, ko se z vodo lepo umijemo umazane roke, voda odplakne, vso umazanijo rok, umazanijo obleke, umazanijo tal. In ta krst je delo Janez Krstnik. In ko je Jezus prišel k Janezu Krstniku se krstiti, je rekel Janez, jaz tebe ne sežem niti do gležnjev. Zakaj bi jaz tebe zdaj krščeval z vodo? Ker vedel je, da bo za njim prišel nekdo, ki bo krščeval z duhom. Sicer je neveden duh, ampak človek ga občuti. Ko se nas dotakne Sveti Duh, občutimo mir, občutimo modrost, občutimo veselje, občutimo radost, zaščito. In če smo pozorni na Svetega Duha, nam šepeta in nas želi obvarovati marsičesa. Nas poučuje, nas zdravi, nas opogumlja. Ja, Sveti Duh je duh življenja. In kdor ga ima, je živ. In to se mu vidi. In ko je Janez Krstnik krščeval Jezusa, se je res takrat spustil na zemljo Sveti Duh. To vsi vemo. In ta Sveti Duh je še vedno tukaj. Za vse nas, za vso zemljo. In ker sta dva ali trije, ki prosijo Svetega Duha, da se nas dotakne, se zgodi ta alkimija, ta transformacija starega življenja v novo življenje. Temu se reče novo rojstvo, v duhu in resnici. In to novo rojstvo je tisto, kar nam naredi vse novo. In zaradi tega novega rojstva se dogajajo trenutno na zemlji resnično velike, velike spremembe. Na eni strani smo ljudje, ki smo srečni, sijemo, molimo, smo poslušni govorici Svetega Duha, ki nas vodi, uči, nam daje zaščito. Na drugi strani pa so ljudje, ki so še vedno užaljeni, jezni na cerkev, jezni na sistem, jezni na vse cepiva, na vse farmacije, na WHO. Ja, upravičeno, se strinjam. Samo, če mi sodimo, smo mi obsojeni. A ko mi darujemo ljubezen, ko mi darujemo blagoslove, ko mi molimo za te ljudi, ki so še v temi, takrat se lahko zgodi alkimija tudi za njih. In molitev je rešitev, to večkrat rečem. Zato rada molim, zato sem čudaška. In vendar se najlepše in najboljše počutim, ko molim. Molim za vse člane društva Beliž, da bi bili srečni, zdravi, zadovoljni. Molim za sebe, za mojo družino. Molim in prosim Svetega Duha, da se ne odmakne. Ne od mene, ne od Slovenije, ne od sveta. In verjamem, da bo prišel dan, ko bo vsak sprejel Svetega Duha v svoje srce
ko se bo vsak odločil za to brezpogojno ljubezen. In takrat se bojo zgodili veliki čudeži za vse nas na tej zemlji. To, kar je napovedano, da bo na koncu zmagala resnica, ljubezen in Božje kraljestvo. In želim si, da mi vsi skupaj smo kot velika družina, Belič družina v tem Božjem kraljestvu. To je moja molitev, to je moja iskrena želja. Ker je to tudi želja od našega očeta, stvarnika nebes, ki nam je dal samo eno zapoved. Ne sodite, da ne boste obsojeni. Zato odpuščam, zato blagoslavljam, čeprav mi je težko velikokrat, ker sem še vedno tudi v mesenem telesu, vendar iz dneva v dan sem bolj poduhovljena tudi jaz. In veliko bolj srečna. In če sem vas kakorkoli navdihnila, najdite si nekoga, ki vas bo krstil v imenu Boga, Jezusa in Svetega Duha, da boste dobili novo življenje. Veliko je ljudi za to usposobljenih. In želim vam ta krst v Svetem Duhu, iskreno, iz mojega srca, za vse vas, pa tudi še naprej za sebe. Hvala lepa za vašo pozornost.